Midva verjameva v to, da naj bi v prvi vrsti naše zdravilo bila hrana. Obstajajo določena živila, za katera prehranski strokovnjaki svetujejo, da jih čim prej vključite v vaš način prehranjevanja. To bo pripomoglo k boljšemu splošnemu zdravju, boljšemu imunskemu sistemu, boljšemu počutju. V tem videoposnetku boste izvedeli, kako si sestaviti nakupovalni seznam v času korone. Živim, dobrodošli nazaj na kanalu Moj laboratorij. Midva sva Bija in Aleš, zdravstvena delavca, ki na tem kanalu tukaj z vami deliva nasvete za zdravje. Veliko se ukvarjava s prehrano, pa ščitenco, hormoni, alergijami in intolerancami. Zadnje čase pa tudi o tem, kako izboljšati imunski sistem. In kako si s hrano povrniti zdravje, sva že večkrat poskušala in povedala tudi v teh videoposnetkih na tem kanalu. Zbrani so na seznamu predvajanja tukaj, tako da dajte si pogledati, če se še niste. S hrano sva namreč midva že vplivala na zniževanje holesterola, na dvigovanje Aleševega vitamina D, uredila sva pa tudi mojo ščitenco. No, s hrano pa sva si zmanjšala tudi vnetja v telesu, dvignila hemoglobin in izboljšala krvno sliko. Pa še shujšala si? Ja, no najpomembnejše v tem času pa je, da si s hrano lahko vplivamo tudi na imunski sistem. Nekaj se slabo počutim. Ob toliko izbere in pa tudi nasprotujočih si informacijah, pa vseh reklamah, ki vidite po televiziji, je včasih res težko sprejeti prave odločitve glede živil, ki naj bi se znajdle v našem nakupovalnem vozičku. Misliš, da bo zdaj dobila vse stvari seznama v trgovini? A si vzel sploh seznam? Osnovna pravila so sicer čist jasna. Jejte raznoliko, izbirajte čim manj predelane hrane, pa pazite na porcije. Sliši se ful enostavno. Ampak kaj pa zdaj res dati na krožnik, da bomo zadovoljili tem pravilom, pazili na zdravje in vse ne imeli občutka, da se čemu odpovedujemo? Evo, tukaj prideva midva. Malo so pobrskala po hladilniku in pa tudi po literaturi, katera so tista živila, ki pomagajo pri krepitvi imunskega sistema in pa pri povrnitvi zdravja in so pa tudi obenem na seznamu vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s prehrano. Zbrala sva jih v nakupovalni seznam, ta seznam boste pa najdeli tudi spodaj v opisu videoposnetka. Seveda ni nujno, da jeste vsa ta živila seznama, sploh če vam katero ne paše, ampak se veste, več je, bolj raznoliko je. Pa dajmo zdaj kar pogledati, katera so živila seznama. Losos je ena izmed najboljših živil, zato ker vsebuje maščobne kisline omega 3, ki preprečujejo bolezni srca in pa tudi zmanjšujejo holesterol. Vsebuje pa to v sebi beljakovine, vitamin A, D pa kalij, železo pa selen. Losos tudi zmanjšuje vnetja v telesu, maščobe, ki jih pa vsebuje, pa so zelo pomembne za možgane in pa oči. Pozitivno pa vpliva tudi na počutje in deluje proti depresiji in pa potrtosti. Ker pa je losos precej drag, lahko mogoče na seznam dodate tudi druge male mastne ribe, kakor so recimo skuša, pa sardine in čuni, pa tudi kakšna tuna v olivnem olju bo čisto v redu. No, te ribe vsebujejo omega 3 maščobne kisline, pa EPA in DHEA, kar ugodno vpliva tudi na razpoloženje, zdravje kože in imunost. Losos poln omega 3 maščob. Jajca so ena izmed najbolj polnovrednih živil, zato ker vsebujejo vse vitamine, razen vitamina C. So pa tudi zelo dober vir holina, ki je pomemben za zdravje možganov in pa metabolizma. Ker je holin topen v maščobi, je zato pomemben tudi, da jeste rumenjake, ne samo beljakov. Še posebej pa ta holin potrebuje nosečnice, zaradi tega, ker vpliva na razvoj možganov pri plodu in pa izražanje genov. Jabolka so krasen vir vitamina C, vsebuje pa tudi ostale flavonole, ki spodbujajo imunost. Napravijo za manj, da eno jabolko prežene zdravnika stran, zato ker jabolka podpirajo zdravo črevesje, kar pa omogoča tudi zdrav imunski sistem. Pa dajte jabolka jesti cela z lupino vred. Seveda jih pa prej dobro operte, ker v bistvu okrog muhe vsebujejo največ kropiv. Jaz se spomnim, da je moj dedi na vrtu imel aktinidijo, ki je vsako leto obrodila res veliko kivija. No, čeprav meni kot otroku kivi nikoli ni bil pretirano všeč, se pa spomnim, da je moj dedi točno vedel, kako je kivi zdrav in je vedno za mano dirkal z kivijom na žlički. En kivi ima kar 106% dnevnih potreb po vitaminu C. Vitamin C pa nujno potrebujemo za zdrav imunski sistem, zato ga namesto kapsula rajši pojete v kiviju.
A ja, pa tako, by the way, te dnevne potrebne količine so običajno nastavljene tako, da pri predpisani količini ne pride do bolezni. Pomanjkanje vitamina C oziroma bolezni, pri kateri pride do pomanjkanja, rečemo skorbut, in dnevna doza, se pravi tisto, kar piše, da je 100%, prepreči to bolezen, se pravi skorbut. Ne pomeni pa, da boste zaradi tega uživali blagodejne učinke, ki jih ima antioksidant, se pravi vitamin C. Dajte zato to dozo vsaj doseči, če ne presež, bova po kakšnem drugem videu povedala kaj več na to temo. Rastlinske maščobe vsebujejo veliko nenasičenih maščob in avokado je res odličen za zaščito kardiovaskularnega sistema, vključno z možgani. Če pa avokado dodajate solatam, si res na enostaven način povečate vnos zdravih maščob v telo, prav tako pa 100 gramov avokada pokrije kar 26% naših dnevnih potreb po vitaminu K, pa 20% naših dnevnih potreb po folatih, 17% naših dnevnih potreb po vitaminu C, 14% naših dnevnih potreb po kaliju, pa 14% naših dnevnih potreb po vitaminu B3, 13% naših dnevnih potreb po vitaminu B6 in 10% naših dnevnih potreb po vitaminu E. Avokado je res zakon. No, poleg vsega tega pa avokado vsebuje še manjše količine magnezija, mangana, bakra, pa železa, cinka, fosforja, vitamin A, B1, B2 in B3. Avokado je trenutno zelo v modi in to v bistvu trgovci s pridom izkoriščajo tudi s cenami, zaradi tega, ker je zelo drag. Midva ga zato kupa takrat, kadar je v akciji, se ga pa da tudi zmrzniti, tako da boste imeli za nekaj časa zalogo. Pesa je bogata z naravnimi nitrati, ki pomagajo pri širjenju žil, to pa omogoča boljši krvni pretok. To še posebej prav pride ljudem z visokim krvnim tlakom in pa športnikom. Prav tako pa ima rdeča pesa veliko vlaknin, vsebuje pa tudi vitamin B, železo, mangan, bakar, magnezij in pa kalij. Rdeča pesa pomaga tudi pri čiščenju jeter, zaradi tega, ker preprečuje, da bi se v njih nabirala maščoba. Ker pa deluje tudi protivnetno in vsebuje veliko antioksidatov, se bo telo učinkoviteje borilo proti kroničnim boleznim. No, naša Sanja, ki zdaj skrita tam nekje zadaj, je zadnjič hotela iti darovati kri, ampak je imela prenizko železo oziroma prenizek hemoglobin. Na transfuziji te ne vzamejo, če imaš prenizek hemoglobin in ne moreš darovati krvi. No, s pomočjo prehranskega dodatka in pa res veliko pese si je uspela vse to skupaj dvigniti za 20%, tako da so jo vseeno vzeli. Kul, a ne? Maline, borovnice, robide, jagode, te so polne antioksidantov, vitamina C, vlaknin in pomagajo za zdravje srca in imunski sistem. Ti sadeži delujejo tudi protivnetno, poleg tega pa so primerne za vse tiste, ki so na dieti, zaradi tega, ker vsebuje zelo malo kalorij. Vsa zelenjava z visoko vsebnostjo žvepla, kakor je na primer brokoli, cvetača pa brstični ohrovt, pomagajo krepiti naravno razstrupljanje jeter. Ta zelenjava vsebuje tudi glukozinolate, ki iz telesa odstranjujejo strupe, ki smo jim izpostavljeni. No, brokoli pa pripomore tudi k zmanjšanju holesterola v telesu, ker je poln topnih vlaknin, ki nase vežejo holesterol in ga odplaknejo iz telesa. No, prav tako pa zmanjšuje tudi alergične reakcije in pa vnetja, ker je bogat z maščobnimi kislinami omega-3, ki imajo protivnetne lastnosti in krepijo srce. Pa še nekaj za vse diabetike. Brokoli vsebuje sulforofan, ki lahko zavira nastajanje glukoze in s tem pomaga pri težavah s sladkorno boleznijo. Evo, mamin cvetačno brokolijev pire zame z mojo alergijo na krompir, zame brez alergenov. Aleš bo pa že preživel tiste par mlečnih izdelkov noter, ne? Krompir vsebuje veliko vitamina C in je eden najpogostejših živil, ki se znajde na slovenskih krožnikih. Poleg vitaminov in mineralov, pa kalija, magnezija in železa ima krompir še eno super lastnost. Ko ga skuhate in potem ohladite, pa mogoče potem ponovno segrejete, se v njem tvori ena posebna vlaknina, ki znižuje glikemično vrednost krompirju, prav tako pa pozitivno vpliva na črevesni mikrobiom, torej te bakterije, ki jih imamo v črevesju. Sej veste, zdravo črevesje, zdrav imunski sistem. Kaj si ti javljaš, ko neš krompirja? Ja, če imam alergijo. Dobar, ok, ampak krompirjeva solata je pa res dobra za črevesne bakterije, tako da dajte si jo kdaj narediti. S česnom se da odlično začiniti marsikateri obrok, pa ne pomeni to samo tržaške omake. Česen pa ne odganja samo vampirjev,
pa vašega zmenka, ampak tudi deluje močno protivnetno. Čisti kri vsebuje kalij, fosfor, selen, zaradi katerega deluje tudi proti staranju. No, žveplove spojine v česnu pa tudi zavirajo propadanje celic, olajšajo proces odstranjevanja toksinov. Česen pa vsebuje tudi kar 30 spojin proti raku. No, česen pa tudi pomaga proti astmi. Česen pa je tudi edini naravni antibiotik, tako da tisti, ki mislite, da imate mogoče kandido, vam v bistvu česen lahko pri tem zelo pomaga. Da je zeleno zdravo, ne rabimo posebej poudarjati. Zelena zelenjava, na primer solata, špinača, motovilc in podobno nam zagotavlja vitamin K, ki pripomore k zdravi krvi in pa kostem. Celuloza v solati pa pomaga pri potiskanju hrane proti izhodu. In čim več solate pa zelenjave je vedno dobro imeti na krožniku, sploh pa v kombinaciji z drugimi zdravimi in polnovrednimi živili. Od solat imam jaz najraje ledenko, zato ker fino hrusta, no vedno pa kupujem tudi kakšno špinačo, motovilc, rukolo pa take zelene stvari. Kdo ne mara kislih kumar? Če lahko odpre kozarec. Fermentirana hrana pomaga pri ustvarjanju zdravih bakterij v črevesju, pomaga pa tudi pri prebavi. Midva imava na zalogi vedno en kozarec kislih kumarc ali pa 2 za večerne pregrizke. Super je pa tudi druga uležena zelenjava, kakšen kimči, kislo zelje ali pa kaj podobnega. Zelo dober vpliv imajo na imunski sistem tudi gobe, zaradi tega, ker vsebuje beta-glukan. To je vrsta prebiotičnih vlaknin, ki pozitivno vpliva na črevesne bakterije. No, za ta beta-glukan ste ziher že slišali, ker obstaja tudi v neki obliki prehranskih dodatkov za izboljšanje imunskega sistema, ampak midva vseeno rečeva, dajte to dobiti z gob. Gobe jeva kot glavna jed, recimo z jajci ali pa kot prilogo na solatnem krožniku, pa v juhi, v makah in tako naprej. Piščanec je dober vir kakovostnih beljakovin in ima nižjo vsebnost maščob, zato je priporočljiv čisto vsaki dieti. No, vsebuje pa tudi vitamin B skupine in je lahko prebavljiv. Midva sicer zadnje čase meso jeva precej redkeje kot včasih, če pa že si piščanca pripravlja za na kakšen salatni krožnik. Velja pa tudi za govedino, ki vsebuje 10 esencialnih hranil, poleg tega pa je pusta govedina res dober vir beljakovin za ustvarjanje in pa ohranjanje mišic. Tako da, vegani prosim ne se prežigati, midva meso sicer jeva, vam ga pa ni treba. Midva mleka ne pijeva. Strokovnjaki sicer pravijo, da so mlečni izdelki dober vir vitaminov in mineralov, predvsem kalcija in vitamina D, pa tudi dober vir beljakovin. Je pa pogosto tako, da se zaradi kakšnega zdravstvenega stanja ali pa intoleranc oziroma kroničnih bolezni ljudje raje izogibajo mleku in mlečnim izdelkom. No, grški jogurt pa ima na primer precej več beljakovin kot navaden jogurt, od katerega se razlikuje pa tudi v tem, da v procesu predelave odstranja sirodko. Odstranjevanje sirotke proizvaja debelejši, tak bolj kremast jogurt s polnim okusom. In grški jogurt ima zato tudi manj sladkorja kot običajni jogurt, vsebuje pa tudi nekatere probiotike, jod in pa vitamin B12. No, posebej priporočljiv pa je grški jogurt za vse tiste, ki ste na kakšni dieti, zato ker zmanjšuje apetit in občutek lakote, prav tako pa pospešuje prebavo. No, raziskave pa tudi kažejo, da uživanje prehrane z visoko vsebnostjo beljakovin lahko tudi poveča število kalorij, ki jih telo pokuri v enem dnevu, ker pač jih rabi za prebavo. In z grškim jogurtom lahko tudi kombinirate druga živila z tega najnega seznama, naprimer meline, pa čija semena, orehe, pa ovsene kosmiče, pa imate en tak res polnovreden obrok. Lahko pa poskusite tudi skir, ki je islandski mlečni izdelek. Po konsistenci je v bistvu zelo podoben grškemu jogurtu, je pa bolj blagega okusa. Jeste ga lahko čisto kakor jogurt, čeprav v bistvu paše med sveže sire, je pa beljakovinsko zelo bogat in vsebuje skoraj nič maščob. Ta mala zadeva je nabita s topnimi vlakninami, ki znižujejo holesterol in pa krvni sladkor. Vsebuje tudi beta-glukane, kot gobe. Ovsene kosmiče lahko kuhate, lahko jih dodajate k pekin, naprimer mafine, date jih palačinke, pa na jogurt, smoothie, res vsestranski. No, če se ovseni kosmiči znajdejo na vašem nakupovalnem seznamu, pozor, niso vsi v redu. Ne kupovati predelanih ali pa instant kosmičev, sploh ne tistih, ki vsebujejo veliko sladil pa dodanih sladkorjev. Dajte pač malo prebrati, kaj zadnji piše na embalaži. No, je pa tako, da lahko si z ovsenimi kosmiči precej znižate svoj slab holesterol, LDL, in pa dvignete HDL. Poskusite, če še niste, pa nama povejte, kako vam gre.
Če želite v svojo prehrano vnesti več vlaknin, je to najboljši način. Polnozrnate žitarice vsebujejo vitamine B kompleksa, sestavljeni ogljikovi hidrati pa poskrbijo za hiter vir energije za telo. Pri nas je kruh sicer bolj redko na jedilniku, če pa že je pa ziher polnozrnat. No, kupite pa lahko tudi polnozrnate testenine, kosmiče, pa pekovske izdelke, moko in take stvari. Mi imamo vse vrste semen, kot vidite, vedno na zalogi. Dajva jih na juhe ali pa na solate, potresava po jogurtu ali si pa jih narediva na mast granole. Bučna semena so odličen vir mineralov, naprimer magnezija, cinka pa vitamina E in to vse deluje antioksidativno. Super so pa tudi sončnična semena, zaradi tega, ker vsebujejo zdrave maščobe in pa lanena semena, ki pomagajo pri vaši prebavi. Čija semena vsebujejo tudi beljakovine, pa omega-3 maščobne kisline, pa še fosfor, mangan, kalij, kalcij in pa natrij. Fajn je v bistvu, da jih je zelo enostavno uporabljati, dodate jih lahko v marsikateri obrok, recimo k jogurtu ali pa ovseni kaši, pa tudi v juhe ali pa solate recimo. Lahko si pa pripravite tudi en super chia puding ali pa pač enostavno semena potresete čez sadje. Olive so polne mononenasičenih maščob in pa antioksidantov. Midva jih uporabljava kot prigrizek za zvečer ali pa za na solate. Si pa dejansko ne predstavljava tudi kuhne brez olivnega olja. Ta vsebuje enake zdrave maščobe kakor olive, vsebuje pa tudi vitamin E in je res vsestranski. Vsak dan ga imamo na solati in pa v raznih marinadah, omakah in tako naprej. Zdaj pa, če vam okus olivnega olja ni všeč, lahko poskusite z avokadovim oljem, ki je prav tako zdrav. Evo, pa smo prišla do dela nakupovalnega seznama, ki vsebuje prigrizke. Če ste nama kolikor toliko podobni, potem tudi vi včasih radi kaj grickate čistko za gušt, a ne? Pa dajmo zdaj pogledati, kateri prigrizki se znajdejo na tem najnem nakupovalnem seznamu. Prvi je temna čokolada. Če vprašate mene, brez čokolade ne gre. Zato je tudi vedno na najnem nakupovalnem seznamu. Ampak to mora biti res tista taka temna, 85% ali pa več. Taka temna čokolada vsebuje veliko antioksidantov, to so flavonoidi in pa polifenoli, ki preprečujejo mutacije celic in pa s tem nastajanje kroničnih bolezni. Temna čokolada tudi znižuje krvni tlak, vsebuje pa tudi magnezij, ki dobro vpliva na razpoloženje in pa spanec. Zato bo kakšen košček čokolade zvečer vam pomagal zaspati. Kakice so odličen prigrizek ne samo v kinu. Kakice vsebujejo vlaknine, nas zasitijo za dlje časa, prav tako pa jih lahko v primerjavi s čipsom pojemo precej več za isto število kalorij. No, samo ne jih pa utopiti v maslu ali pa olju. Orehi so zelo bogati z omega-3 maščobami, ki ugodno vplivajo na zdravje srca. Poleg maščob pa orehova jadrca vsebujejo tudi precej vlaknin, rastlinskih sterolov, polifenolnih spojin, ki imajo antioksidativne lastnosti, zelo je pa visoka tudi vsebnost aminokislin. No, poleg orehov pa imamo midva na zalogi vedno tudi brazilske oreščke, ki so bogati s selenom, kar pozitivno vpliva na mojo ščitnico. Imava pa tudi mandlje in mandljevo moko. No, jaz pa tudi sicer sladice načeloma pripravljam iz mandljeve moke, ker vsebuje manj ogljikovih hidratov in je brez glutena. Zdaj, če boste oreške tretirali kot pregrizek, boste pozorni na to, ker so kalorično precej bogati. No jo, omenjena živila so v veliki večini na najinem krožniku vsak dan, zato ker verjameva, da si človek pri zdravju lahko največ pomaga s prehrano. Seznam živil, ki sem vam ga predstavila v tem videoposnetku, v bolj razširjeni obliki najdete še spodaj v opisu in vam bo pomagal odpravljati vnetja, izboljšati imunski sistem, predvsem pa so to živila, po katerih se boste počutili dobro. Kako pa midva iz teh živil pripravljava posamezne obroke čez dan ali pa čez teden, vam bo pokazala v enem izmed prihodnjih videoposnetkov. Evo, zdaj, ko ste 15 minut poslušali o zdravi prehrani, morate pa slišati še nekaj. Za osnovno preživetje nihče ne rabi pice ali pa bance sladoleda, pol flaše vina. Ampak vseeno bo pa za vas pozitivno, če si vsake toliko časa privoščite svojo najljubšo pregreho v obliki hrane ali pa pijače. Na ta način boste tudi lažje vzdržali nek zdrav način prehranjevanja na dolgi rok, strokovnjaki pa pravijo, da to pripomore tudi k mentalnemu zdravju. Tako da dajte si včasih pač kaj privoščiti. Če vam bil ta video všeč, veste, kaj morate narediti, pa dajte se naročiti na kanal, če se še niste. Tudi midva si bova privoščila zdravo večerjo in pa seveda kozarec vina. Do takrat se pa vračava v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau!
Mi da so tako kovni v top shopu, veš, ko se kar zmisljajo. Vsebuje, ne vem kakšen B-kompleks, pa glukozinolat, pa sulforofan. Ja, sam to se nisem jaz zmislila, to je res. No, in to je top shop, to pa še ni vse. Ja.